Danes v besedi v družbi z Matjažem prebirava Evangelij po Mateju, 3. poglavje od 13. vrstice pa do 4. poglavja 17. vrstice. To je peto berilo od mojih 30 dni s Svetim pismom. In v tem tekstu beremo o Jezusovem krstu in potem o tem, kako se Jezus pusti v puščavi, kjer ga hudič skuša, in o samem začetku Jezusovega delovanja v Galileji. Matjaž, kaj praviš o tem tekstu? Kaj se ti zdi, da je prva stvar, ki bi jo poudaril? Gotovo moramo najprej spregovoriti malo o tem krstu Jezusa. To je dejansko, tukaj se zadnja stvar, ki je treba povedati na začetku Jezusove službe. Se pravi, govorili smo o tem, pogledali smo si Janezov prolog, pogledali smo si napovedi rojstvo, pogledali smo si delovanje Janeza Krstnika, no, potem pa sam ta dogodek Jezusovega krsta, ki je zelo pomemben, ki ga spet vsi štirje evangelisti omenjajo. In dejansko to začetek njegove službe, kot se reče, njegovega javnega delovanja, njegovega, tako kot smo na koncu pravili, tukaj se zdaj začne oznanjati Božje kraljestvo, nastop Božje vladavine sredi zgodovine, sredi našega sveta. Janez mu ni dal, mislim, Janez je rekel, ti bi mogel mene krstiti, ne pa jaz tebe, ne. Ampak Jezus polnik je zanimiv, ga reče, pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Kjer je pravičnost? Kaj je to za ena pravičnost? To je semitizem, to je pač semitska govorica, ampak tukaj je, lahko bi tako zelo nasplošno rekel, mora izpolniti Božji načrt, ki ga ima. Jezus se tle poniža. Vemo, da Janezov krst je krst za grešnike. To sami smo povedali. Pomeni, da človek v bistvu prizna, da je skoraj kot pogan, da se mora na novo vključiti v Božje ljudstvo. In tukaj se Jezus že takoj na samem začetku se izprazni do konca in se izenači z grešniki svojega ljudstva. Tako kot se bo na koncu na križu, tako že na sami točki začetka Jezus enako naredi. In seveda, takrat se nebesa odprejo. Dobi potrditev in to je lahko spodbuda tudi za nas. Bi radi videli nebesa odprta, naredimo tako, kot Jezus, ponižemo se. To je pač svedopisno druge, potem reče, kdo se ponižuje, bo povišan, ampak unim, ki se ponižajo, Bog daje milost. Tukaj se milost izlije z vso močjo na Jezusa in potrdi, da je on Božji sin. In Sveti Duh pride nad njega. On je bil spočet po Svetem Duhu. Sveti Duh je bil v njem, ampak tukaj se pa zdaj stvar zgodi v tem smislu, da je on maziljen. Ker vemo, Mesija pomeni maziljenc. Je tak, ki je dobil maziljenje od Boga in tukaj se pa zdaj ga Bog oče mazili za službo. Prav ga postavi v službo. Za neko konkretno poslanstvo. Tako. In s tem na tej točki dejansko je Jezus Mesija. In seveda tudi sam izraz Božji sin tukaj moramo v tem sklopu razumeti, ker Božji sin se včasih rekel tudi Izraelovim kraljem in tako naprej. Se pravi, tukaj ne gre na prvem mestu za razpravo o treh Božjih osebah, ampak gre za to, on je moj poslanec v svetu. In tole je pomembno, nad njim imam veselje, on mi ugaja, to pomeni, da on je ta prav. To pomeni, da je pri njem, Bog nima ene stvari proti njemu, on vsem ugaja Bogu in to je zdaj pomembna stvar. Nad njim ni tega, to je nek način skoraj, ki bi Bog rekel, na njem ni greha. Ta problem, ki ga imamo vsi ljudje, ta teža, ki jo čutimo, je tukaj razveljavljena in ima direktno dostop do Boga. Zato je on Božji predstavnik na zemlji, Božji ambasador. In zato je on tako zdaj razglaša, da Bog drastično nastopa in udira v svet. Ampak zanimivo, tudi danes se mi zdi, da kadarkoli Bog drastično vstopi ali v človekovem življenju ali v svetu nasplošno, takoj je kontra, takoj se pojavi nasprotovanje in tudi ona. Gre seveda, se gre pustiti v puščavo 40 dni, se gre duhovno pripravljati in tukaj tudi on, čeprav je brez greha, je skušan. To je tipično. No, prvič vidimo, Jezus se pripravlja. Jezus razume, če se je zdaj moja služba začela, se moram imeti pripraviti, moram iti v post in molitev. To je tudi nekaj, kar je mogoče lekcija, ki jo moramo na novo osvojiti. Mi tle kristijani v sekularni Evropi
No da, če bi razmislili malo o postu in molitvi znova, ker to se ne nazadnje pojavlja veliko v Svetem pismu. Ampak potem se pa zgodi, pridejo težave, pridejo skušnjave, ne, in to je pač to mnogi krščanski učitelji pravijo, ko doživiš nekaj pomembnega z Bogom, takoj se potem pojavi preizkušnja, ki proba to preveriti. A je to zdaj res? A si ti res pa tem? In točno to se tle dogaja. A si ti res Božji sin? Kaj je to zdaj? Točno isto se tle dogaja. Ne? In hodiš to preizkuša s citiranjem Svetega pisma. Ne? Tudi med drugim. Tudi, zdaj, o teh 3 skušnjavah se precej tudi razpravlja, v krščanski književnosti že 2000 let. Nekateri pravijo, da gre za iste 3 točke, kjer je Adam pa Eva, kjer sta padla in da Jezus tle ne pade, zbral drugi Adam tukaj ne zdrsne. Ne? Ampak zanimivo, zakaj gre tukaj? Ne? Eno je to, da naj on zapove kamnom, da postanejo kruh. Ne? In Jezus noče zlorabiti te svoje duhovne avtoritete. Ne? In tukaj potem citira se to čudovito vrstico iz 5. Mojzesa. Človek živi od Božje besede. Človek je ustvarjen po Božji besedi, od njej živi. Se pravi, to je prva stvar. Ne? Jezus, zelo pomembno je, Jezus zmeraj kontrira skušnjavcu, hudiču, kontrira s Svetim pismom. To je zelo pomembna lekcija. Ga očitno zna na pamet. Ne? Tako, Tudi pri nas pravijo, kako v duhovnem boju. Ne? Seveda. Ali pa pač, ko si soočen s težavami, izkušnjavami, koliko pomaga, če znaš, mislim, tudi jaz večkrat izkusim, če imaš na zalogi narekovajo rečeno arzenal svetopisanskih vrstic, da ga lahko daš tej izkušnjavi naproti in rečeš, ne, pisano je to in jaz se na to zanašam. Se zanašam na Božjo besedo. Ne? Seveda pismo moramo poznati zato, ker ko smo v trenutku preizkušnje, težav, ne, potem na Sveti Duh sam nas enostavno spomni na to vrstico in to potem rata meč duha, o katerem govori nekje pismo. Poglejmo drugo skušnjavo. Tukaj gre za skušnjavo, da bi Jezus da bi naredil neko spektakularno znamenje. Da bi se pravi spet, da bi delal šov iz religije, iz sebe. Ne? In seveda Satan tukaj ga poskuša z Jezusovo taktiko. Satan sam mu vrže en citat iztrgan iz konteksta. Ampak Jezus se ne da modati nazaj odgovori s Svetim pismom. Ne skušaj Boga. Če gremo ta psalm brati 91, vidimo, ne, da je v celoti Bog tudi prav z njim sem, ko bo v stiski in tako naprej. Ta psalm nam ne obljublja, da se nam v nobenem primeru nič hudega ne more zgoditi. Obljublja nam, da bo Bog z nami, da nas Bog varuje. Se splača prebrati psalm 91. Potem je pa ta tretja skušnjava, je pa skušnjava oblasti. Ja. In to pa je seveda zelo poučna lekcija za vse nas. Ne. Satan mu pokaže kraljestvo sveta. In Jezus pa prihaja s sporočilom o kraljestvu. Ne. Kaj božga, kad je to kar tako izrihtamo zadevo. Ampak Jezus prepozna v tem točno demonsko skušnjavo, kompletno obupen poskus zla, da v zadnjem momentu proba stvari obrniti na glavo. Prav ne gre tukaj. Nikakor ne gre. To kraljestvo, ki ga jaz ustanavljam, je kontra tvojim kraljestvom, ki jih imaš ti oblast nad njimi, da mi jih daš. Tako je tukaj velja razmisliti predvsej, prav za krščanski pogled, tudi na politiko, tudi na to, koliko je dobro, da kristjani angažiramo politične moči, se po korist ali ne, se da razmišljati tukaj na osnovi tega teksta. Potem pa dejansko Jezus drži, ga odbije spet z Božjo besedo. Prav, tukaj gre za Boga, njemu edinemu se treba klanjati, on je edina oblast tukaj. In vemo iz prerok, ta oblast bo podrla vsa ostala kraljestva. Recimo v Danielovi knjigi vidimo kamen, ki se obtrga in razbije vse imperije svetovne, vse te imperialne sile, ki tlačijo resnico, ki tlačijo Božje ljudstvo, jih razbije in sam ta kamen postane velika gora, ki napolni svet. In Jezus seveda tukaj ni kompromisa. Se pravi, pol končamo s temi skušnjavami in dejansko pride pomoč spet. Angeli so pristopili in ustregli. Dajva mogoče kakšno besedo na tole
geografsko sceno na koncu reči, kjer govori o deželi Zabulonovi in Neftalijevi, ker se Jezus nastani spet v Galileju, v Kafarnaumu. In potem Matej, ki vedno nekako črpa iz Stare zaveze in Jezusa kaže dejansko kot izpolnitev starozaveznih mesijanskih prerok, tukaj pocitira Izaija, kako je ljudstvo, ki je sedelo v temi, zagledalo veliko luč. Tako meni je ta pasus tako zelo lep, tak, se mi zdi sam sebe ali pa vse nas zmeri znova vidim kot eno ljudstvo, ki sedi v veliki temi in ki mora gledati na to luč Jezusa. To je ta obljuba. Ja, Jezus se čisto zavestno odloči, da gre v provinco, ne gre v center, po spet neki človeški logiki bi zdaj mogel tudi Jeruzalem. In tam, ki je pač središče judovskega dogajanja, religioznega, tam bi mogel začeti svoj minister. Tako, ampak on gre čisto provinco, v te dve dežela Zebulona pa Naftalija, prav poganska, se pravi, tam so se Izraelci že začeli zgleda mešati s pogani, ni bilo to tako čista, recimo, versko čista pokrajina pa družba, kot Judeja. In zato sedi v temi, ampak Bog obišče njo najprej. In to je obljuba za nas, točno za vse nas, da Bog nas obiskuje ravno tam, kjer ni dober. Tam, kjer so stvari negotove, tam, kjer stvari ne štimajo. Evangelij tja prihaja. Jezus je rekel, bolni rabijo zdravnika. Se pravi, Jezus prihaja tja, ker stvari ne štimajo. To je zelo dober teren za Jezusa. No in potem se ta stvar zaključi, kot smo že rekli, z razglasom. Božje kraljestvo se je približalo, oziroma to pomeni, da je dejansko že nastopa, da je že tukaj. Ne pomeni samo, da je nekje blizu, da bo malo prišlo. Pomeni, da je na vratih, da je tukaj. In s tem se spet povezano s preobrnenjem. Tako, in zato seveda, ker to je, ko je to en Jud slišal, je vedel, vse te obljube, ki jih poznam že od malih nog, kako bo Bog rešil ljudstvo, kako nas bo Bog rešil zatiranje, kako bo Bog prinesel pravičnost, kako bo Bog vzpostavil red tudi v naši družbi, kako bo Bog tudi med vernimi razčistil stvari, da ne bo več farizejstva, da ne bo več hinavščine. In vse te stvari, ki so proroki govorili, te slavne stvari, ko jaz reče, tle je zdaj to. Pomeni seveda, moramo kompletno spremeniti življenje. Bog nastopa in seveda to zahteva popolno spremembo življenja, popolno spremembo vsega, kaj mislimo, kako delamo, kako ravnamo. In tukaj s tem se potem začne Jezusovo delovanje. To je zdaj pol direkten sad tega svetega duha, ki se nad vodami Jordana spusti nad Jezusa, tako kot nekje mečkrat spominja na stvarjenje ta zadeva, Duh Božji veje nad vodami. Tukaj se skozi to besedo dejansko novo stvarstvo začenja kliti. Tukaj sred tega sveta, sred te temne dežele, kjer ljudje sedijo v smrtni senci, se pravi v strahu smrti, v strahu, kako bodo preživeli. Točno tukaj sred se začne svetati novo stvarstvo, nov klic. Božje kraljestvo je tukaj, spremenite življenja in ga boste deležni. In ta klic je še danes aktualen. Zelo. In zanimivo mi je res, kako tudi Bog deluje. Spet ni bilo pomembno, da je odrešil Izraelce takrat izpod jarma Rimljanov. Je bilo bolj pomembno, da je začel delati v srcih ljudi, da je začel delati znotraj. In tukaj je dejansko ta nastop tega kraljestva nekaj, k čemur sem tudi jaz danes leta 2013 poklican, da dopustim, da se spreobrnem. Navznotraj in seveda, ampak tukaj moramo paziti, ne gre pa zdaj to individualistično, tukaj gre za novo skupnost, ker dejansko za nove medčloveške odnose. Zato je prav ta skupnostni vidik krščanskega sporočila toliko pomemben, da kristjani znamo oblikovati zdrave skupnosti, ki kažejo, ki so luč v tem svetu. Vse v tem pa Jezus začne govoriti v naslednjem odlomku. Drugič. Tako. Hvala.